ki jo je profesor Pibernik zdaj podal, pripoved o prezgodovini te knjige, lepa ilustracija tega, kaj pomeni pregovor Habent sua fata libelli. Da imajo knjige svojo usodo, še preden nastanejo, koliko časa in koliko neverjetnih naključij in neke nevidne požrtvovalnosti ljudi je včasih potrebne, da se nekatere stvari ohranijo, da ostanejo. In da potem čez dolga desetletja, kajti tu gre zdaj čisto za koliko, praktično 70 let skoraj, po katerih je nek s trudom ohranjen rokopis prišel do knjižne oblike. Zdaj, eden od obratov te zgodbe v Antigoni je seveda tudi ta, da sem tik pred zdajci dobil vlogo, da jaz moderiram ta pogovor. Zaradi tega je pa pri tem nekaj spontanosti. Zdaj smo izvedeli pred zgodovino te knjige, tisto brez česar bi je sploh ne bilo. Zakaj je pa knjiga v dveh oblikah, oziroma zakaj dveh knjigi namesto ene, in nekaj čisto nakratkega o formalnem vidiku bi zdaj prosil nakratko urednika knjige, dr. Davida Morina, potem bi pa prešli k vsebini, kjer pa bo imel levi delež predstavitve naš spoštovani akademski učitelj, profesor Kajetan Gantar. Hvala lepa. Pravzaprav zdaj ne vem, kje začeti. To je bilo res neko potovanje, za katerega nismo točno vedeli, kako se bo končalo. Mislim, da Edi Kovač včasih reče, da sovražnik dobrega, da ni zlo, kot zmotno mislimo, ampak boljše. Zaradi tega, ker preprečuje, da bi se dobro včasih sploh izpeljalo do konca. Tukaj smo ravno tako vse skupaj kar nekaj časa premišljevali. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta zgodba, ki ste jo ravno kar slišali in ki jo pa zdaj profesor Gantar še v drugih ravno tako zanimivih vidikih pokazal, po mojem ena od pretresljivih zgodb slovenske zgodovine, zgodba, ki se ne zgodi velikokrat na tak pregnanten, metaforičen način, če hočete. Antigona je tekst, ki je nam vsem blizu, ki ga, če se prav spominjam, največkrat od vseh prevodov izposodijo v slovenskih knjižnicah. To je tekst, ki ima v tem prostoru neko težo. In ko sem se znašel v tej vlogi urednika, sem se nenadoma zavedel, da pravzaprav za tako knjigo je samo najboljše za silo dovolj dobro, če hočeš res dati knjigi dostojanstvo, ki ji gre. Zdaj pa, kaj je to pomenilo? Na začetku je bila mišljena nekoliko bolj osnovna knjiga, večji korak, ki je nastal tukaj, je bil korak v dvojezičnost. Zakaj? Zaradi tega, ker ta tekst je ima sicer neko pesniško svobodo in tako naprej, ampak v resnici je pa to tekst, ki se zelo natančno drži izvirnika. To je nekaj, kar pravzaprav lahko vidiš šele, ko imaš to pred seboj. In to izkušnjo smo hoteli dati tudi bralcu. In danes je tehnično to možno. Tako da je to zdaj pravzaprav prva dvojezična izdaja Antigone v slovenščini. Drugi jeziki imajo tega tudi poveč, ampak mislim, da se tudi naše izdaje ne treba ničesar sramovati. Druga stvar, o kateri smo potem naprej razmišljali, je bilo pa presenečenje, moram reči, da ste vi tukaj zelo presenetili s to svojo študijo, profesor Gantar. Skratka, nekaj, kar ne bi bilo spremna beseda, se je dejansko pokazalo za študijo o razmerah v klasični filologiji sredi 20. stoletja, ogromno stvari, ki so bile meni povsem nove. Tako da smo v neki točki začeli razmišljati, kako bi to tudi predstavili na način, ki bi bil sprejemljiv, ki bi bil trajen. Tako da se je izoblikovala ta monografija. Zame osebno je ta zgodba pretresljiva predvsem zaradi tega, ker Hribovšek
kot lik pravzaprav ne gre na nobeno kopito, kamor bi ga mogoče intuitivno takoj umestili. Jaz sem bil, ko sem to vašo študijo bral, sem bil, pa seveda tudi vašo, sem bil izredno na nek način pretresen, ker se je izkazalo, da ta fant ni imel nekih predispozicij, da bi bilo kar samoumevno, da se je v končni točki znašel tam, kjer se je. Ta njegov, to se je meni izredno zanimivo zdelo, ta konflikt recimo s škofijsko gimnazijo, ta njegov prihod potem na klasično gimnazijo, to, da je bil njegov prijatelj na klasični gimnaziji Janez Stanovnik, ki je danes še vedno živ, razumete, ta bi bil lahko tudi, smo dali v knjigo neko pismo njegovo, tako da razumete, da ti ljudje niso imeli kar nekega predestiniranega usojenega konca, da so bile stvari takrat izredno kompleksne, tragične, na velik načinov pretresljive. To je ta stvar, ta dimenzija. Še bolj važno se mi je pa zazdelo, da je to na nek način usoda naše sroke. To, da je 18-letnik sposoben prevesti Antigono, in moram reči, da kar dobro prevesti. To pove nekaj o tistih klasičnih gimnazijah, v katerih se je šolal. Ta njegov šolanje na Dunaju pove pa ogromno o zgodovini prostora, v katerem smo bili nekaj časa tudi mi. To je to. Zdaj, čist za zaključek, bi pa mogoče samo še rekel, da je bil, lahko rečem, kar privilegij delati knjigo z nekom, ki je tipografsko do te mere suveren, kot je Lucijan Bratuš, ki tam skromno sedi, čisto v kotu. Jaz sem imel na svoji poti že kar nekajkrat priložnost delati z ljudmi, ki so delali prelome. Običajno je to tako. Ko prideš z neko, pač prelom je neskončno debatiranje o detaljih, razglabljanje o podrobnostih in tako naprej. Običajno ljudje urednikov nimajo posebej radi, ko grejo na ta nivo. Tako da, če imam srečo, me gledajo kot nekoliko premaknjenega, če imam manjšo srečo, slišam tudi kakšno jezno besedo. Lucijan je pa obratno človek, ki te začne hujskati in reče, ja, to je pa odlična ideja, gremo še naprej. In potem v bistvu iz takih se mi zdi, lahko nastane taka knjiga, ki je pa res tipografsko se mi zdi. Včasih ljudi rečejo, da je dobra tipografija kot kristalna čaša, da je mojsterska, ampak nevidna. Ta knjiga se mi zdi, je izrazito tak primer. Hvala lepa. Jaz moram reči, da tudi kadarkoli pogledam knjige, ki jih izdela Lucijan Bratuš, tiste, ki jih v sodelovanju izdelujemo ali pa kakšne druge, se spomnim Heglove misli, da je forma vsebina, skratka, da je tudi del tega, kaj neka knjiga je, tudi to, kakšna je ta knjiga. Še druga stvar, tista misel o boljšem kot sovražniku dobrega, je pač tako, da je boljše včasih vendarle tudi prijatelj dobrega in ta zgodba je gotovo se uresničila v tej obliki, ko je David Movrin prevzel uredništvo te knjige namesto mene. Mislim, da ne bi nikoli nastala tako celovita predstavitev te knjige, tudi tako tehnično dognana, kot je sedaj pod njegovo uredniško taktijo. Zdaj pa prehajamo, kot rečeno, k vsebinskemu delu. Pravzaprav je o prvi knjigi na neki način veliko povedal že profesor Pibernik, o prvi knjigi, o tisti bistveni knjigi o prevodu Hribovškovem. Zdaj, posredno o Hribovško in s tem tudi v drugi knjigi, ki je monografska predstavitev Hribovškovih, pravzaprav predvsem študentskih let in študijskega obzorja oziroma okolja, kakršno je takrat bilo. To pa je z izredno akrivijo filološko, pa tudi širino seveda svojega vedenja in izkušenj predstavil v monografiji profesor Kajetan Gantar, ki ga prosim za
besedi. Ja, hvala lepa. A to dela? Dela, dobro. Ja. Ja, moram reči, ko mi je bilo rečeno, naj napišem eno spremno besedo k Hribovškovemu prevodu, prosim, ne izvirno. Praviloma izdajamo izvirne zbirke, starih prevodov ponavadi ne ponatiskujemo, ker znano je, da prevodi veliko hitreje zastarijo, kot pa izvirne pesmi. Da sem se najprej vprašal, ja dobro, pa saj imamo že 4 ali 5 prevodov, zdaj, v čem pa je posebnost Hribovškovega prevoda? Posebnost tega njegovega dela je, da po moje Obiskovalke in obiskovalce 30. slovenskega knjižnega sejma integralni sestavni del, mogoče najbolj bistven del njegovega pesniškega življenja. Tako kot ponavadi Hribovškovo ime v isti sapi z Balantičem navajamo, pravijo 2 zamolčana pesnika, ne? In kadar predstavimo Balantiča, ponavadi mislimo v ognjo groze pa pola. In se spomnimo na tist ogenj, ko so ga ti, ki so bili, to je bila to, kjera brigada, Tomšičevci, vrgli v ogenj, ne? In je to v život. No, ravno tako, ali pa mogoče še bolj pretresljivo usodo, je pa doživel Hribovšek s tem, da je doživel v sebi usodo 2 najbolj tragičnih junakov te Sofoklove tragedije, Antigone. To sta Antigona in njen brat, ki so ga po smrti ožigosali za narodnega izdajalca. Kdo je to naredil? Kako se začne ta drama? Med ste jo večinoma, menda je bila nekaj let celo za maturitetno čtivo, ne, za maturitetno nalogo. Začne se nekje, dobro, če si odmislimo ta pogovor med Antigono in Izmeno, prva veličastna scena je nastop novega vladarja Kreonta. Tisti dan, ko so bili premagani te tuji agresori, ko so Tebe spet svobodno zadihale, stopi Kreon na oder in pove svojim državljanom, da tiste, ki so padli za domovino, čaka pogreb z vsemi častmi. Tiste podle izdajalce, ki so se povezali z njimi zavezniki na Peloponezu, te bomo pa vrgli psom v žrtje in ujedam v plen. Skratka, to je ta veličastni nastop. In ko sem jaz še enkrat bral ta Hribovškov prevod, mi je padlo v misel, pa ta fant je moral pri svojih 18 ali 19 letih čutiti ali slutiti, kaj ga čaka. Kakšna smrt ga čaka. Zakaj se takoj po maturi, pravzaprav še pred maturo, s tako ihto zažene v prevajanje tega teksta. 18 let star fant. Jaz moram reči, da sem Antigono prevajal pri 40 letih ali pa še čez in je bil to zame težek, trd oreh. Moj profesor Sovre jo je prevajal pri 65 letih, malo pred smrtjo in je rekel, veste koliko, pa so že 3 pred mano prevajali. Kaj? To se pravi, v njem je nekaj, da ga čaka. In potem premislim, si ogledam njegov kurikulum vitae, njegov življenjepis, poglejte, ta mladi fant, ki je drugoval z Janezom Stanovnikom, z
pravzaprav očetom slovenskega naroda, smo včasih v narekovaju rekli, ne, častnim predsednikom Zveze borcev, ne, se z njim tika kot mladenič, ne, pride k njemu na počitnice, ki je imel naročeno Kocbekovo dejanje, ohranjeno celo ena dopisnica Kocbeku, da je plačal naročnino. Zamislite si, bogi fant, ne, brez očeta, brez dohodkov, z tiste majhne, ne vem, ki je dobil kakšen fičenk, plačuje naročnino na Kocbekovo dejanje. To mu toliko pomeni. Ne? In nazadnje konča. Kako konča? O tem so mnenja deljena. Ampak mislim, obstajata dobro, ne bomo ponavljali te zgodbe, kako so vračali domobrance. Rad bi povedal samo to, da smo reprizo te Antigone doživeli v živo 14 dni po koncu, 10 dni po koncu. V vlogi Kreonta je nastopil maršal Tito, v vsem veličanstvu, z besednjakom, čeprav sem prepričan, da Tito ni bral Antigone v originalu, ampak nekje besede, naj si jih ogledajo, nikoli več ne bodo videli teh naših divnih gora, te, ne? Tiste, ki so pa padli za domovino, bomo pokopali z vsemi častmi. Tudi scenerija tega je znana. Bilo je na Kongresnem trgu, nedaleč od tukaj, pred univerzo. Na balkonu univerze je nastopil Tito v vlogi Kreonta. Tam je bila zbrana množica, ki je ploskala novemu vladarju, ki je prevzel oblast. Ja, in mislim, ko so poslušali te Titove besede, ljudje mogoče niti ni nikomu kaj, ampak je povedal dovolj jasno, tudi če so se kam umaknili, roka pravice jih bo dosegla. Znane je tudi datum te reprize Antigone. Bilo je 26. maja. Tisti, ki ste malo starejši, se spomnite, da je to dan po dnevu mladosti, po Titovem rojstnem dnevu. Kaj so mogli dati temu Kreontu lepše darilo, kot da so tisti emisarji, ki so se pogajali z divizijskim generalom ali brigadnim generalom, ne vem, kako mu je že ime, angleškim, sporočili, po jutrišnjem začnejo prihajati konvoji vojnih ujetnikov, vojni plen. Zabarantali smo, obljubili smo, da se naše brigade umaknejo z Koroške. To prepuščamo. Glavno, da mi dobimo te, ki jih bomo zdaj pred slovenskim narodom, pred zbrano publiko ožigosali kot narodne izdajalce in ki bodo končali tako, kot je končal Polinejk. Samo prosim, Polinejk je bil eden. Tukaj je zdaj ta Polinejk v 10.000-kratni povečavi. Take reprize Antigone najbrž ni noben narod v Evropi takrat doživljal. No in res, datumi se presenetljivo omenjajo. 26. Tito nastopi v vlogi Kreonta, naslednjega dne, 27. že prispe prvi kontingent z Koroške Mensi skozi Karavanški predor, drug kontingent pa preko Dravograda. In jaz sem prepričan, sicer gospod Kibernik je boljši poznavalec, me bo lahko dopolnil, da je šel Hribovšek s tistim kontingentom preko Dravograda, ker vemo, da je bil tudi Remic v tistem kontingentu, da so Remica verjetno že med potjo likvidirali, o tem obstojejo ena pričevanja ali vsaj verjetne domneve.
in je potem končal se je potem znašel v Teharjih in najbolj prepričljiva priča tega je gospod, zdaj že pokojni slikar, akademski profesor Tršar, ki sem ga dobro poznal in mi je povedal, in to tudi vi imate, da sta bila skupaj na tistem pohodu, da sta se tudi v Teharjih še videla.